In slovenski avto leta 2022 je... Zdravo, tole je 30. izbor za slovenski avto leta in tako kot vsako leto do zdaj bomo avtomobilski novinarji skupaj z vami, bralci, gledalci, poslušalci, pa tudi sledilci na družabnih omrežjih zbrali tisti avto, za katerega menimo, da si zmago zasluži najbolj. Vse letošnje finaliste, poleg dejstva, da prav vsi pripadajo športno-terenskemu klanu, združuje še en skupen imenovalec. Prav vsakega izmed njih vsaj malo, če ne že kar v celoti, poganja elektriko. Novinarji smo se odločili, da jih odpeljemo na izlet, ampak preden naredimo pa to, se ozrimo pa še nazaj. To je avtomobil, ki je priznanje slovenski avto leta osvojil kot prvi. To je BMW serije 3 Coupé. Zdaj pa dovolj mi je teh 30 let razlike v razvoju. Stop. Ta avto ima za sabo 30 let kilometrov. Ja vem, pa se to sem ravno kar povedal. Preden gre na test, moramo preveriti, v kakšni kondiciji je. Pa nimamo časa za tehničen pregled, Jure. No. Jaz imam boljšo idejo. 100 pik, pa naj dokaže, da je dober avto. Dobro, da naj dokaže. Dobar dan, vseh 100 točk. Kaj za prodajo? Hvala. Super, hvala. Kaj, Peter, jezem na cesto? O je, pa za na dober avto pika si tudi. Kako hitro ga pa spraviš v to našo digitalno garažo? Zdaj, v 3 minutah, v četrti pa mogoče že prodan. Super. O, to je lastnik vesel, pa še več je vreden. Ok, BMW. Zdaj moramo pokazati, v kakšni formi si. Pred 30 leti je bilo tako, da je bila velika večina voznikove usode odvisna od njegovega znanja, od njegovih veščin. Bema! I love you! Danes je pa tako, da je voznikov največji zaveznik pomoč asistenčnih sistemov, čeprav je še vedno sam odgovoren za vse, kar se zgodi na cesti. Nač, čas je, da se odpravimo na en izlet in da finaliste spoznamo še bolj. Jure, jaz sem rekel, da gremo na izlet, pozabil sem povedati, pa zakaj, daj povej. Slovenci smo narod tehniške kulture. Radi imamo avtomobile in radi jih imamo z razlogom. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker Slovenija ni dežela velemest. Slovenija je dežela razdrobljenih naselij in javni promet ne bo nikoli prišel čisto vsak slovenski zaselek. Avto bo še nekaj časa ostal popularen, zdaj pa druga reč, kam mi sploh gremo? Pogosto pozabljamo, da je Slovenija visokotehnološka dežela. Mi imamo cel kup tovarn z vrhunskimi inženirji, ki izdelujejo prihodnost avtomobilske industrije. In 30. slovenski avto leta bomo izbrali v eni izmed takih tovarn. Tam imajo pa 2500 tonsko prešo. Ampak to ne pomeni konc. V tej preši se zgodi nov začetek. Od tam dalje se razvija nova doba mobilnosti. Fantje, jaz nujno potrebujem kavo, a je še kdo tak? Jaz predlagam, da se ustavimo tukaj na počivališču Dul. Tam je tudi električna polnilnica, če se prav spomnim, tudi vsi, ki vozite električne avte, ponavadi izkoristite vsako priliko, da bi kaj nafilali. Miha, hvala za vabilo, sprejmem za kavo, z elektriko sem pa še čisto okej, ker imam zelo veliko baterijo. Ti imaš pa vseeno omejen doseg, ne? Yaris ima razmeroma majhno posodo za gorivo, tako ti vsak kos elektrike prav pride. Drugače pa še ena stvar, ne? Dobro izhodišče za vprašanje, koliko časa bo pa še gorel ogenj na dvalji, ne? Predvsem pa, koliko časa bomo pa na petrolih sploh še lahko tankali dizel pa bencin? Ja, Ciril, predlagam, da greva vprašati. Pejva. Hej, pa še en pomemben podatek. Električni avtomobili težav z vbrizgom ne poznajo. Prej sem postavil vprašanje, zdaj grem pa po odgovor. Silvan, pozdravljen. Najprej, kaj je tole?
Predvsem pa, kako kakovost goriva sploh vpliva na zmogljivost motorja, pa tudi na izpuh. Ja, to je šoba v zelo slabem stanju. Lepo se vidi, da ni bila deležna prav kakovostnega goriva. Vedeti moramo, da goriva danes že dolgo niso več energenti, ampak so tudi čistilke samega motorja. Goriva Q-Max nove generacije s tehnologijo Dual Action, ki skrbi prav za ti dve lastnosti, čistost in zaščito motorja. In to so glavni elementi, ki vam zagotavljajo, da bo ta motor lahko dal od sebe maksimalno, kar motorna tehnologija v tem trenutku premore. Zdaj pa ključno vprašanje, koliko časa bomo pa potem na petrolih še točili dizel pa bencin? Po moje oceni še zelo dolgo. Tudi ko bo prišlo do točke preloma, ko bo katera od tehnologij prevladala, se bodo dizelski motori in bencinski motori še vedno pojavljali na naših cestah in tudi takrat se bomo soočali tudi s podobnimi zahtevami in problemi. Silvan, hvala za odgovore, tole mi pa kar vrnite. Lep dan. Hvala. Čas je, da spoznamo finaliste letošnjega izbora. Recept je seveda povsem enostaven. Vzameš majhen avto, ga razširiš, ga povišaš in dobiš mali SUV. Toyota je vzela za svoj mali SUV zelo uspešen Yaris model s hibridnim pogonom, s kopico asistenčnih sistemov in to je tudi evropski avtomobil leta. In Yaris Cross je imel že v štartu pravzaprav zagotovljen uspeh. Potem so pa pri Toyoti dali notri še eno tehnično posebnost, ki nekako prav paše v to slovensko razgibano okolje. A ne, Matej? Ja, posebnost Yarisa Cross je štirikolesni pogon, ki je dejansko v razredu majhnih športnih terencev prej izjema kot pravilo. Zdaj, zakaj je temu tako? Pri znankah pravijo, da dejansko po štirikolesnem pogonu v tem razredu ni povpraševanja. Zato je zelo zanimiv podatek, da se kar desetina vseh Yarisov Cross v Sloveniji proda štirikolesnim pogonom. Nekaj posebnega je tudi brezstopenjski menjalnik, samodejni menjalnik. Na njega je v preteklih letih letelo kar veliko kritik, a so ga Toyotini razvojniki predelali do te mere, da je sedaj zelo konkurenčen. Enak je prvi Škodin večji povsem električni avto, je že res, da tehnično zasnovo deli s Volkswagenom ID.4, ampak inženirji, oblikovalci in ostali, ki so ga naredili, so poskrbeli, da so pustili svoj pečat pri prostoru, obliki, konec koncev tudi pri uporabnih Škodinih rešitvah, pa tudi zahtevnejši kupci bojo prišli na svoj račun, zato ker je izbira pogonov velika, ko pride do zmogljivosti in dosega, pelje se lahkotno, na konec dneva pa ti veš, da lahko vleče celo do 1 tono težko prikolico. Škoda je znana po družinskih avtomobilih, lahko rečemo, da je tudi ta avto je družinski, ima dovolj prostora, je pa električen, ima doseg 400 km uradno, glede na način vožnje ga ima lahko celo malo več, če pa je vreme hladno ali pa če smo bolj močni na pedalu, je lahko doseg tudi precej krajši. Je pa pomembno, da imamo pri izbiri takega avtomobila možnosti polnjenja predvsem doma, pa da imamo tudi nekaj denarja za nakup, ker to ni prav poceni izbira. Opel je v gnečo kompaktnih križancev pripeljal novo moko. Tehnično sorodnico Peugeota 2008 in ostalih avtomobilov koncerna PSA, ki pa se odlikuje recimo z zanimivo zunanjo in tudi notranjo podobo. Zanimiva je moka tudi zato, ker ponuja široko možnost izbire pogonov, recimo bencinske motorje in seveda dizelski motor, pa tudi povsem električni pogon. In po nekaj kilometrih je jasno, moka je zabaven in okreten avto. No, res je, moka je res sodoben avtomobil, sodoben, všečen, modern avtomobil, bistveno boljši od predhodnika. Hkrati je treba reči, da vse na njem mogoče tudi ni najboljše. Njegovo podvozje je sicer nastavljeno zelo udobno, ampak to morda komu tudi ne bo ustrezalo. V tem procesu razvoja je recimo moka izgubila tudi štirikolesni pogon, ki je bil eden od njenih prednosti. Ravno tako pa je v vsem tem procesu razvoja izgubila tudi znanje slovenščine, ki ga zdaj uporabniški vmesniki ne premorejo. ID.4 je drugi Volkswagenov model postavljen na električno platformo MEB, kar je le dokaz več, kako dobro je platformo Volkswagen razvil. Notranjost je prostorna,
navzven je dimenzijsko obvladljiv, predvsem pa omogoča kupcu številne možnosti glede zmogljivosti, zaloge energije in pa dosega z enim polnjenjem. Je dober družinski avto, ki lahko vleče tudi počitniško prikolico. ID.4, tako kot večina električnih avtomobilov, ni poceni in tudi ni za vsakogar. ID kot član nove družine električnih avtomobilov je v celoti ali pretežno digitaliziran, kar je za električne avtomobile bolj ali manj se nekako spodobi. To je nekaterim v veselje, marsikomu verjetno pa tudi v žalost, ker digitalizacija zahteva privajanje, kar ni enostavno. Po drugi strani vemo, Volkswagen naj bi izdeloval ljudske avtomobile, to da recimo, če je ID.4 opremljen z celim naborom asistenčnih sistemov ali pa če je v varianti GTX, kjer ima 2 motorja, potem ocena ni več ljudska, ampak žal velja to tudi za druge avtomobile in elektrifikacija oziroma električna mobilnost je predvsem v domeni nekaj premožnejših. Ja, zanimiv je ta avtomobil. Renault z njim stopa v svet teh trendovskih kupejevskih križancev. Toda Megane Conquest vseeno ni samo upadljiv in lep. Svojo kupejevsko obliko ne jemlje prostora potnikom, z nekoliko večjo oddaljenostjo od tal pa omogoča, da se z njim zapeljemo tudi na nekoliko bolj grob kolovoz. Potem pa so tu še pogoni. Z znanim bencinskim motorjem je Renault na mesto dizla dodal zanimiv, a tehnično precej zapleten in dokaj učinkovit hibridni pogon. Gregor je omenil hibridni pogon Renaulta, ki pa zahteva od voznika kar nekaj prilagajanja, kajti ni posebno odziven in pa dinamičen, zato ne nudi ne vem kakšnega veselja med vožnjo. Kljub vsemu pa je tale avtomobil, čeprav bi težko izpostavili posebej kakšno njegovo lastnost, kot skupek dobra alternativa vsem drugim klasičnim avtomobilskim zasnovam. Pa še nekaj treba povedati, tudi cenovno je še vedno dovolj dostopen. Zdaj gremo pa tja, kjer voda postane čista elektrika. Nahajamo se na jezu hidroelektrarne Brežice. Tukaj bomo razrešili ene svojevrstne paradokse elektromobilnosti, s katerimi se pa v finalu izbora za slovenski avto leta ukvarjamo prvič. Sebastian, kaj pa ti tako si se zazrl v tole vodo? Veš, kaj me zanima, Jure? Koliko baterij teh dveh električnih avtomobilov Enyaq in ID.4 bi zmogla napolniti moč te vode pod najnimi nogami? Ta podatek sem pa ravno kar dobil iz kontrolne sobe te hidroelektrarne, takole je. Ocenjen današnji pretok je 140 kubičnih metrov na sekundo, kar predstavlja moč 15 megavatov oziroma 15.000 kilovatov v urni proizvodnji. Se pravi, v eni uri ta reka da trenutno 15.000 kilovatnih ur. S to električno energijo pa lahko napolnimo, pazi to, 195 baterij kapaciteto 77 kWh oziroma kar 272 baterij zmogljivosti 55 kWh. Koliko to pomeni v vožnji? To pomeni, da bi se z urno proizvodnjo elektrike ob današnjem pretoku midva lahko speljala 90.000 km daleč. Približno 2 leti. Približno 2 leti. Zanimivo je, kako so električni motorji učinkoviti, ampak baterije še zmeraj so najtežji del avtomobila, pregrešno drage in pa vseeno ne dajo take učinkovitosti, kot bi se seveda želeli. Ja, problem je energijska gostota, ne? Še drug paradoks, ki ga pa jaz tukaj vidim, je pa, da so električni avtomobili res zmogljivi. Tako zmogljivi praktično kot športni avtomobili, po drugi strani pa se ljudje z njimi zaradi te majhne energijske gostote vozijo relativno umerjeno, počasneje in varneje. V redu, ampak potem bi to lahko pomenilo, da bi, ne vem, pri popustih ob zavarovanju avtomobila pričakovali tudi kakšne dodatne popuste? Jaz mislim, da ni čisto tako enostavno, zato imamo pa danes tukaj strokovnjaka, ki ga bova vprašala ravno to, je pa prvi mož avtomobilskih zavarovanj pri zavarovalnici Triglav.
Jaka, pozdravljen. Kako pa vi v zavarovalnici spremljate ta paradoks elektromobilnosti? Pri elektromobilnosti se predvsem soočamo z en faktor je višja cena nadomestnih delov, če primerjamo znotraj iste znamke in pa enake velikosti vozila. Drugi izziv je pa baterija. Baterija predstavlja relativno zelo visok strošek, pri teh manjših vozilih nekje okoli 10 000 evrov, pri večjih vozilih bolj premium znamk lahko tudi 5-kratnik tega zneska. Poleg tega pa je tukaj še strošek manipulacije z poškodovano baterijo, ki pa tudi lahko dosega nekje okoli 10 000 evrov. Če vas prav razumem, poškodbe električnega avtomobila so že v osnovi veliko dražje zaradi sestavnih delov, predvsem dejstva, da je baterija že del karoserije. Drži. Če baterija ni poškodovana, je poškodba nekje do 20% dražja, če pa je baterija poškodovana, kar je sicer težko, ker je dobro vgrajena v samo vozilo, a kljub temu potem pa lahko strošek hitro doseže pri nekoliko starejšem vozilu celo totalko. Kaj pa drži to, da so vozniki električnih avtomobilov načeloma vozniki, ki naj bi imeli manj možnosti za prometno nesrečo zaradi umerjene vožnje? Glede na naše podatke, trenutne podatke, kjer je časovna vrsta še vedno zelo kratka in pa vzorec relativno majhen, se kaže v nekih normalnih predkoronskih letih, da so električna vozila nekoliko bolj rizična, nekoliko bolj pogosto udeležena v prometnih nesrečah. V koroni, zanimivo, v letu 2020 pa podatki kažejo, da je bila verjetnost za nastanek škode pri električno gnanih vozilih nižja kot pri tradicionalno gnanih vozilih. Dobrodošli v eni izmed naših visokotehnoloških tovarn podjetja TPV Automotive. Kot veste, v našem podjetju razvijamo in tudi proizvajamo različne komponente za različne evropske znamke vozil, kot tudi proizvajamo in pa koncipiramo različne rešitve za pametne tovarne. Kar trije letošnji finalisti so dobogljivi tudi v električni izvedbi, kar potrjuje, da je trend elektrifikacije v vzponu. In tudi v našem podjetju dajemo elektrifikaciji velik pomen. Namreč ena izmed naših tovarn z naprednimi tehnologijami kot prvo slovensko podjetje v celoti proizvaja in dobavlja baterijsko karoserijo. Naše podjetje je aktivno v vse razvojne aktivnosti, kot tudi proizvodne. Na ta način za večino evropskih znamk, najbolj priznanih znamk, tako razvijamo kot proizvajamo komponente in na ta način izboljšujemo tako varnost, učinkovitost, vozne lastnosti. Zato morda vse, ki bi si želeli sodelovati v tej mobilnosti prihodnosti, dejansko vabimo v našo ekipo, veseli bomo vsakešne pomoči. V posebno čast pa nam je, da danes lahko gostimo 5 avtomobilskih finalistov za izbor slovenskega avtoleta. Izvolite in prvič v zgodovini izbora avto zberite v eni izmed slovenskih avtomobilskih tovarn. Naj zmaga najboljši. Preden izglasujemo slovenski avto leta 2022, pa izžrebajmo nagrajence. Vrhunske pnevmatike Goodyear Ultra Grip Performance Plus za brezskrbne zimske dogodivščine prejme Miha Belcijan. In TPV prikolica gre Viktorij Bernetič. Nakupe najbolj kakovostnega goriva Q-Max prejme Milena Pinter, Ločnikarjeva 12, Vič Ljubljana. Čestitam in želim srečno vožnjo. No, in zdaj je napočil čas, da izmed teh 5 finalistov izberemo 30. slovenski avto leta. Redakcija Avtomagazina je letos glasovala takole. 5. mesto Opel Mokka, 4. mesto Renault Conquest, 3. mesto Volkswagen ID.4, 2. mesto Toyota Yaris Cross,
in prvo mesto Škoda Enyaq. Uredništvo Dela in slovenskih novic je letos glasovalo takole. 5. mesto Volkswagen ID.4, 4. mesto Škoda Enyaq, 3. mesto Toyota Yaris Cross, 2. mesto Opel Mokka in 1. mesto Renault Megane Conquest. V uredništvu Dnevnika in Nedeljskega dnevnika smo se odločili takole. 5. mesto Renault Megane Conquest, 4. mesto Volkswagen ID.4, 3. mesto Opel Mokka, 2. mesto Škoda Enyaq in 1. mesto Toyota Yaris Cross. V uredništvu Evo magazina smo glasovali po naslednjem vrstnem redu. Toyota Yaris Cross 5. mesto, Volkswagen ID.4 4. mesto, Opel Mokka 3. mesto, Škoda Enyaq 2. mesto in 1. mesto Renault Megane Conquest. Ciril Komotar se je odločil takole. 5. mesto Volkswagen ID.4, 4. mesto Škoda Enyaq, 3. mesto Renault Megane Conquest, 2. mesto Opel Mokka in 1. mesto Toyota Yaris Cross. Pri Motorjevi smo pa glasovali takole. 5. mesto Volkswagen ID.4, 4. mesto Škoda Enyaq, 3. mesto Opel Mokka, 2. mesto Renault Megane Conquest in 1. mesto Toyota Yaris Cross. To so točke redakcije Siol.net. 5. mesto Volkswagen ID.4, 4. mesto Škoda Enyaq, 3. mesto Opel Mokka, 2. mesto Renault Megane Conquest in 1. mesto Toyota Yaris Cross. Val 202 in avtomobilnost, takole smo glasovali. 5. mesto Škoda Enyaq, 4. mesto Volkswagen ID.4, 3. mesto Opel Mokka, 2. mesto Renault Megane Conquest in 1. mesto Toyota Yaris Cross. V redakciji 6. predstave na Večeru smo se odločili takole. Opel Mokka 5. mesto, Volkswagen ID.4 4. mesto, Škoda Enyaq 3. mesto, Renault Megane Conquest 2. mesto in 1. mesto Toyota Yaris Cross. Super, dobili smo 30. slovenski avto leta, s 50 točkami je to postala Toyota Yaris Cross. Mr. Čuja, thank you very much. Thank you. And congratulations for the 30th, for the title of 30th Car of the Year in Slovenia. Hvala lepa. Hvala. Wow, thank you very much. It is quite an honor for Toyota to obtain such a prestige award today. And this is a very demanding market. And I would like to send a thank you for all reviewers, readers, and the juries for such an amazing achievement. This is the first ever for Toyota to receive such an award in Slovenia. So really thank you very much. We feel now it is proven that our hybrid technology is really accepted in Slovenia, and this we're proud of. We'll try to do our best to expand our sales of our eco cars, and also we'll try to do our best to expand our activity for social contribution, which is our goal of the company. So thank you very much. Mi se pa vidimo drugo leto na slovenskem avto leta 2023.